Veselja ne daje hladen nauk, temveč ga dajeta vera in upanje, da bomo srečali Jezusa. Žalostno je videti vernika, ki se ne zna veseliti. Tako je zatrdil papež Frančišek 26. marca zjutraj, ko je še zadnjič pred veliko nočjo skupaj z manjšo skupino zbranih obhajal sveto mašo v kapeli doma svete Marte. Papeževo premišljevanje je imelo za izhodišče Abrahamovo veselje, ko se je ta vzradostil v upanju, da bo postal oče, kakor mu je obljubil Bog. Abraham in njegova žena Sara sta bila stara, a on vseeno verjame, svoje srce odpre upanju in tako je napolnjen s tolažbo. V evangelskem odlomku beremo, da je tudi Jezus pismovke spomnil, kako se je Abraham vzradostil v upanju, da bo videl njegov dan in je bil zato poln veselja. To je bilo tisto, česar ti pismovki niso razumeli veselja obljube, niso razumeli veselja upanja, niso razumeli veselja zaveze, niso se znali veseliti, ker so izgubili občutek za veselje, ki izhaja edinole iz vere. Naš oče Abraham se je nasprotno lahko veselil, ker je imel vero, pismovki pa so izgubili. Bili so pismovki brez vere, je poudaril papež Frančišek. Še več, niso izgubili samo vere, ampak tudi postavo. V središču postave je namreč ljubezen do Boga in do bližnjega. Oni pa so verjeli v nek sistem doktrin, ki je natančno določal njihove dni. Ljudje brez vere, brez postave, navezani na doktrine, ki postanejo tudi kazuistična drža. Se sme dajati cesarju davek ali se ne sme? Tista ženska, ki je bila 7-krat poročena, ko bo umrla, bo nevesta vseh 7. To je kazuistika. To je bil njihov svet, abstrakten svet, svet brez ljubezni, svet brez vere, svet brez upanja, svet brez zaupanja, svet brez Boga. In zato se niso mogli veseliti. Papež Frančišek je na to pripomnil, da so se pismovki morda sicer lahko zabavali, vendar brez veselja oziroma celo strahom. Srce tistih, ki živijo brez vere, zaupanja in upanja v Boga, je okamenelo. Žalostno je biti vernik brez veselja. Veselja pa ni, kadar ni vere, upanja in postave, kadar obstajajo samo predpisi. Ti predstavljajo hladen nauk, je dejal papež Frančišek.